sama zadeva oziroma sam koncept periodizacije ali pa nekega planiranja, načrtovanja je bil v prvi vrsti, rečemo temu, sposojen iz atletike, kjer se vnaprej ve ali pa dobro pozna, kateri so tisti vrhovi, katera so tista pomembna tekmovanja, na katerih želiš imeti top form ali pa res dobro nastopati. In je v bistvu trening plan prilagojen temu, se pravi, gre od končnega cilja, se pravi, to je tekmovanja v rikverc, če se po domače lahko izrazim, se pravi, greš nazaj. Zdaj, kar se tiče samih ekipnih športov, sploh, kjer je tekma, ne vem, vsaj ena tekma na teden, nekako ti želiš biti v vsakem tednu vsaj blizu svojega vrha na vrhu. Normalno si težko oziroma verjetno ne moreš, ali pa zagotovo ne moreš zdrževati dlje časa ali pa čez celo sezono, ampak nekako vsak teden iz tedna v teden. In glih zaradi tega je v bistvu zelo pomembno to neko kontinuirano delo s temi različnimi vsebinami skozi celotno sezono. Zdaj, če damo primer oziroma dva primere, kot smo imeli prej, se pravi, če nekdo pride iz tujine na 5 do 10 treningov, se pravi, mi težko bomo v bistvu v tako kratkem času njega pripeljali spet do neke forme. Vprašanje, če se je pri njemu sploh porušila v tako kratkem času forma, se pravi, ne, on pride proti koncu decembra domov, pa je doma recimo 14 dni ali pa kaj podobnega. Ne. Se pravi, v bistvu nekako probamo ohranjati tisti njegov nivo, s katerim je v bistvu on zaključil, mogoče ga stimulirati fizično in tudi mentalno z malo drugačnimi vsebinami, kot se pravi, če so bile na treningu pretežno tekme pa nogometne vsebine, da ga še mogoče s kakimi drugimi vsebinami stimuliramo. Zdaj, na primeru športnika, ki pa prihaja iz tedna v teden, pa nekako v bistvu skozi držimo oziroma več teh vrhov, kjer poskušamo ohranjati oziroma imeti neko formo skozi visoko. Če mogoče dam še tretji primer, se pravi zdaj za primer neke celotne ekipe, se pravi, se je ta prvi del sezone končal za njih, jih nekako v bistvu jim daš nekaj časa prosto, v tem primeru pa v bistvu, če načrtujemo vadbo na ta način, potem pa definitivno lahko oziroma gremo po teh nekih bolj ustaljenih tednicah, se pravi v teh nekih splošne pripravljalne faze, pa neke anatomske adaptacije, pa potem v neke bolj specifične faze proti koncu oziroma v neko piljenje forme proti koncu. Se pravi, v tem primeru definitivno pride v poštev, ampak o tem se lahko pogovarjamo sam, če govorimo, ne vem, pa verjetno sem rekel premalo, če bi rekel 4 tedne, pa to je res minimum, no, pa po mojem prej 5-6 tednov ali več, se pravi. Sama zadeva oziroma sam koncept